Vsako jesen se ponavadi vprašamo, kaj porezati, kaj očistiti, kaj puščamo za kasnejše čase, to se pravi ponavadi, ko je zime konec oziroma za pomladanski čas. V bistvu smo tu lahko zelo fleksibilni, enostavno gremo ven na grede, na vrt in pogledamo, kakšna je situacija, kako izgledajo rastline, kaj obetajo, kakšne so v bistvu njihove strukture, kako so močne, kako rastejo, kaj je od njih sploh še ostalo v tem letnem času. In tukaj recimo je en lep primer, ko vidimo recimo že povsem uničena suha socvetja oziroma stebla, te cvetne poganke od potočnega vsata. Hkrati pa imamo ob njem tule celo že razprte, ker je pač zelo topla jesen, še celo cvetoče poganke. In zakaj bi se omejevali in šli seveda rastlino, ki načeloma po zimi ne da nič od sebe, kar se tiče estetike, zdaj kar vse te iste vrste oziroma sorte porezati. To se pravi, enostavno pogledamo na licu mesta, kaj je še lepega in se potem seveda odločimo, kaj bomo porezali. Seveda zdaj tik pred decembrom večina rastlin še ne cveti oziroma nič več ne cveti, zato potem pač to pozornost namenimo predvsem strukturi, zimzelenosti, vprašamo se, kaj je tako lepega, da bo nosilo recimo lepe ledene kristale, ivja, kaj bo recimo celo zdržalo sneg. Mnoge recimo okrasne trave so mehke in jih sneg poleže, nekatere pa bojo zdržale vse do pomladi in take bomo seveda pustili. In tule lahko kar takoj začnemo, seveda to, kar je grdega, odstranimo, odrežemo čim bolj pri tleh. Kot vidimo spodaj je listje še zelo zdravo, zato tega nikar ne režemo, enostavno pustimo, tudi lepo pokrije tla. Vsi vemo, da danes se dosti govori o tem, da tla ne ostanejo čim bolj pokrita, zato tega listja ne čistimo oziroma ne režemo in pustimo, dokler je zeleno. Kot sem že prej omenil, določene rastline so seveda zimzelene in te dajo čez zimo krasen efekt, da imamo vsaj nekaj živega na gredi. Lep primer so recimo določene perunike, kot so smrdljive in pa tale iris bracteta. Potem tudi številni penstemoni in pa digitalisi oziroma naprsci. Te tvorijo krasne rozete, ki potem takole lepo ostanejo čez celo zimo in se listje pravzaprav tudi v najhujšem minusu oziroma zmrzali ne poškodujejo. Potem imamo pa seveda tudi določene primere, kot so recimo tele knifofije ali raketice, kot jim nekateri rečejo. Te so recimo v jesenskem času lahko še zelo, zelo bujno zelene, potem pa pač zadevo spremljamo, kaj se dogaja s temi listi, takole seveda kakšna tale stebla odstranimo in pa posamezne takele odpadle oziroma že rjave liste samo potegnemo iz šopa. Čez zimo pa potem spremljamo, kaj se dogaja z njimi, če recimo polovice listov porjavi, lahko to porežemo, ko pa v bistvu propade do tal, pa lahko odstranimo tudi preostanek. Tako, kar se tiče same sivke, je tako, da sicer sedaj je zares običajno prepozno. Ljudje delajo eno klasično napako in sicer velikokrat odrežejo samo tale zgornji del, kjer se nahajajo cvetovi, ampak to je mnogo premalo. Seveda je najboljše to opravilo opraviti takoj, ko cveti. Izjema je recimo tale sorta Hitchcock, ki pač pocvita in potem marsikoga zmoti in se ne upa takoj celega grma porezati tako, kot je treba. Jaz bom sedaj samo za demonstracijo pokazal, kako globoko je treba iti. Ponavadi tam, kjer ni več živih listov, ne režemo več, ampak ta sorta ni problematična, pa tudi sicer vidimo, da je že dokaj redka in jo moramo tako in tako konkretno porezati, to se pravi lahko kar polovico grma porežemo. Sedaj sicer
zgleda precej slabo, ampak se bo potem spomladi lepo od spodaj mlado obrasla in bomo dobili lep gost grmiček, ki bo potem krasno uspeval naslednjo sezono. Če take grme pustimo oziroma jih samo po vrhu porežemo, kar delajo mnogi, se potem dogaja, da ti poganjki drugo leto spet samo naprej poganjajo in rastlina potem dobesedno začne takole se polegati, razpadati. Tudi čez zimo je problem, ker sneg te grme položi in potem lahko celo odpadajo posamezni poganjki oziroma jih odtrga, pa tudi sicer rastlina potem vsa poležana se težko potem lepo naprej obraste. Tako da, če smo potem mi po cvetenju pravilno porezali, bomo imeli gost grm, ki bo tudi mnogo bolje prenesel težo snega. Skratka, če smo pa pozabili, pa lahko nadaljujemo s to tudi pomladansko rezjo, ki seveda pomaga, da potem rastlina normalno odžene in tudi ti poganjki še normalno razvijajo tudi cvetne popke oziroma nastavke. Ena zanimiva trajnica, pri kateri so mnogi v zadregi, kako in pa koliko jo porezati, je tudi ta krasna perovskija. Ona tvori te dolge poganjke, ki na vrhu potem zacvetijo v barvi sivke. Sicer so zelo lepi potem, ko se na njih nabere ivje, ampak niso pa trpežni za sneg in jih potem poleže. Vsekakor jih sam puščam vsaj v prvi polovici zime, da pač naredijo še ta okrasni efekt, kolikor pač zmorejo. Pomembno pa je, da jih potem vsako leto, vsaj konec zime, kar konkretno porežemo takole morda recimo v povprečju nekje 10 cm nad tlemi, kajti če bomo puščali cele poganjke, bodo potem tudi višje izraščali novi in se lahko zgodi, da še posebej v tako deževnih poletjih, kakršne smo imeli letos, potem ti poganjki padajo narazen. Če pa pravilno porežemo, pa potem seveda od spodaj izraste mnogo manjših poganjkov, ki rastlino naredijo bolj gosto in potem je seveda tudi verjetnost, da rastlina ne bo več polegala, toliko manjša. Tukaj imamo primer še ene zelo lepe trajnice, ki se krasno obdrži praktično skoraj čez celo zimo. Vidimo, kako gosta, kompaktna, stabilna so ta socvetja. Tu imamo primer sorte Herbstfreude. Taki lepi šopi v bistvu se samo popolnoma posušijo, dobro držijo tudi sneg in so res krasno okrasje na gredicah. Kdaj se odločimo za rez? Tudi tu pač počakamo do pomladi, do otoplitve. Izjemoma, če nam celoten šop polomi večja količina snega, seveda lahko že prej. In kako takrat porežemo? Enostavno gremo čisto do tal, namreč prednost hermelik, še posebej te sorte, je ta, da v bistvu že v jesenskem času nastavijo spodaj zelene poganjke, ki bojo pognali seveda drugo leto. Tako da točno vemo, do kam lahko porežemo in do kam ne. Pazimo torej, da jih ne poškodujemo, tako da tik nad njimi lepo odrežemo te poganjke in pustimo, da se potem mlada rast nadaljuje naprej v pomlad. Nekatere trajnice, kot tale recimo pelin, pa seveda takole postopoma odmirajo. Zdaj pač vi se odločite, kako čist vrt, kako čiste rastline želite imeti. Če vas nekaj posameznih rjavih listov ne moti, lahko rastlino načeloma tudi pustite, potem vse do pomladi in šele takrat dokončno očistite. Če pa vas motijo, pa seveda potem samo posamezno lahko porežete tele že poškodovane oziroma odmrle liste in pa druge rastlinske dele. Vkolikor pa si kasneje ne želite več delati delov in bi radi pomlad že pričakali nekako v najbolj očiščenem stanju vrta, pa lahko potem tudi konkretno takole zajamete večje šope in jih porežete že sedaj. Pustite samo te mlade poganjke,
da bojo potem lahko v miru naprej rasli, ko se bo vreme otoplilo. Takole, več kot to praktično ni priporočljivo porezati. Takole. In v takem stanju v bistvu imamo potem mir do naslednje jeseni, kajti pelin se bo spomladi samo lepo obrastel in smo naredili svoje. Marsikdo ima pa na vrtu tudi šetraj, in sicer tukaj imamo primer trajnega šetraja, ki se je sedaj na zimo oziroma tik pred zimo že precej ogolil. Tudi šetraj je dobro vsako leto konkretno porezati, ima delno olesenele poganjke in je dobro, da se od spodaj močno obraste redno vsako leto. Zato lahko ali v tem času, lahko pa potem spomladi enostavno zagrabimo več poganjkov in jih kar konkretno takole porežemo. Pri šetraju načeloma ni problema, da ne bi odgnal tudi iz nižjih delov, saj že sedaj vidimo, da je spodaj še precej zelenih poganjkov, čeprav se zdaj zdi morda malce kruto, da smo odstranili toliko poganjkov oziroma vejic, se bo v bistvu vseeno ta grm zelo lepo obrastel in bo že konec pomladi in v začetku poletja popolnoma gost in zelen. Tako poseben tip trajnic in pa dvoletnic so te rozetaste. Rozetaste rastline, ki v bistvu tvorijo liste takole v obliki rozete in mnogi listi pravzaprav ležijo na tleh. Tukaj dosti čiščenja ni potrebno, seveda pustimo vse te mlade lepe liste pri miru. Če želimo, lahko edino pogledamo po robu, kateri listi so že odmrli, recimo ta je že zelo poškodovan, in lahko samo odstranimo nekaj takih listov. Tukaj imamo primer papeževe sveče ali lučnika. Z ostalim čiščenjem pa potem seveda počakamo na pomlad in vidimo, kaj se je lepo obdržalo in kaj ne, tako da z njimi nimamo kaj dosti dela.